Nasvete odlične naturopatinje Erike Brajnik v naših oddajah radi spremljate in tudi upoštevate. Danes je na vrsti spet ena zanimiva tema mrzle roke in noge. Kaj to pomeni in kakšna je rešitev za to nevšečnost, pa izveste že v naslednjih minutah. Erika, pozdravljena. Lep pozdrav. Danes bomo govorili o mrzlih nogah. Veliko ljudi spi v toplih volnenih nogavicah, to ni prav, a ne? To ni prav, to je prav, če ti je mraz. Zato, ker dosti ljudi reče, celo zimo imam ledene roke, imam ledene noge, eni celo jim je nerodno dati roko, ki je tako mrzla, ali pa tipati nekoga, ki je zelo mrzel. Tako imamo več stadij. Prvi stadij je, kadar imaš mrzle roke, ampak so suhe. To je zdaj tista blaga varianta deficita ledvic. Druga varianta, bolj kronična, je pa, ko imamo mrzle roke, ampak cele mokre in noge, mokre, ledene. To je taka bolečina, ki prav boli. Oseba se ne more ugreti, v tem primeru niti z nogavicami ne, mora iti pod vreli tuš in pol celo noč v volnenih nogavicah. To seveda ni nobeno življenje, da ti trpiš tak mraz, ne. Prav trpljenje. Tudi taki ljudje, ki grejo v savno, se ne potijo, se šele dobro ugrejejo. In taki ljudje ljubijo poletje in poletno vročino, zato ker je kočno normalno, njim ni sploh vroče. Taka ženska, ki pride v menopavzo, nima nobenih oblivov, zato ker ona je končno, so ledvice pridobile malo energije. Kadar imamo mi tak fenomen, lahko so tudi otroci, ki imajo mrzle rokice in nogice, takrat zgublja telo energijo ledvic. Meni je najbolj grozno, kadar vidim v kakšni veleblagovnici mamico z dojenčkom, z nekimi tenkcenimi nogavičkami in če mu potipaš nogice, ledene. Takrat poreče mama, jaz sem zmeraj mrzle nogice. Ne, vse rase na toplem, še paradižnik rabi toplo, da razrase. Mi moramo biti, naše končine morajo biti tople, morajo biti pravilno prekrvavljene, govorijo pa o kvaliteti ledvic več ali manj. Tu je tisto, čemu moramo pomagati, torej krepiti ta organ, da mraz nam ne bo več, že ne čutiš več mraza. Od teh imam veliko izkušenj, letos je 10 let, ker delam kot naturopatinja v Sloveniji. V 10 letih sem pregledala približno 15.000 ljudi, tako da ja vem, o čem govorim, kadar rečem mrzle roke in noge. Torej, in vem tudi, kako se to odpravi, kako se temu poslovimo. Najboljše živilo, ki krepi ledvice in je za nas odlično za čez celo zimo in je v Sloveniji na prodaj povsod, je tisto živilo, ki je ledvici najbolj podobno. Fižol. Fižolček, tukaj ga imamo, tle je taki črni mali, bolj ko je majhen, fižol lažje prebavljiv in ne povzroča napenjanja. Zato, ker ni problem fižolčka z napenjanjem, ampak je problem našega črevesja, to je druga stvar. Zelo dobro je dati, jaz ga rada kuham sama, da namočimo fižolček, damo noter na 2 lista lovorja, da pač ne napenja in pol lepo pomaga. To mora biti živilo, ki ga bomo po zimi uživali 3-krat na dan. Ga damo v eno lončnico, ga damo hrediču za kosilo in ga damo tudi večerji. Torej, mora biti fižol absolutno. Zelo rada imam tudi za zajtrk čičerikine palačinke, ne samo fižol, vse stročnice so dobre za krepitev ledvic. Stročnica vsebuje veliko cinka in bakra, cink se veže s progesteronom, baker se veže z estrogenom, zelo dobro krepi tudi, ureja testosteron, torej krepi hormone. To so stročnica za menopavzo, stročnica za starost, ki skrbi za obnavljanje kosti zaradi hormonov seveda. Stročnica za krepitev ledvic, stročnica daje samozavest našemu otročičku, tisti, ki je sramežljiv, zato ker ima spet šibke ledvice. Tako da jejmo stročnico, stročnice niso drage, so poceni, stročnice je treba uživati v 3. življenjskem dobu absolutno. Druga stvar, kar zelo, zelo pomaga za krepiti ledvice, je pa kopel iz njivske preslice. Preslica je plemenita rastlina, prarastlina, raste po celi Sloveniji, tam med junijem in avgustom. Njivska preslica je zdravilna. Je med zelišči po kitajski medicini nevtralnega okusa, ni preveč grenka, ne škodi srcu in tako naprej. Mi izvajamo kopel iz njivske preslice, mi rečejo, joj, gospa Erika, ma pomaga tudi čaj, pomaga tudi namakanje nog. Ne.
Kopel iz njivske preslice je treba izvajati doma v kadi, in sicer tako, da nimamo namočenih nog, še posebno, če imamo krčne žile, ampak dejansko, da smo v vodi od tu do tu. To pomeni, da če mi dejansko imamo krčne žile, damo lepo nogo ven in smo v vodi od tu do tu. Mi moramo imeti organe noter v vodi potopljene. Ledvice, nadledvično, jetra, vranico. Preslična kopel bo tonificirala te organe in bo spodbujala, da bolje delujejo. Ker se bomo mi v kopeli tudi znojili, bojo šli toksini, ki jih ima naše telo, ven, in bojo zapustili naše telo in mi bomo bolj močni. S tem, da ona nam bo dala tudi ugrela, tako da ne bomo občutili mrazu. Erika, kdaj pa se te kopeli delajo? Pa mora biti kakšna posebna kad? Ja, v bistvu tako. Preslična kopel dovede osebi toploto. Toplota je za telo zelo pomembna, pač, da nam ni mraz, da ne zgubljamo energije na tak način. Prvo stvar, moramo biti v vodi, ko sem rekla, potopljeni, da so organi potopljeni. Ni sploh pomembno, da so roke in noge potopljene noter, tudi če so one mrzle, zato ker ta mraz izvira iz tle, organi v trebušni votlini. Torej, potopljena bojo biti noter jetra, vranica, ledvice in nadledvična. Zato potrebujemo kad, seveda, mi tle imamo ene določene kadi, ki so malo bolj prilagodljive, je taka zelo kvalitetna plastika, kjer dejansko se prilagodi tudi tuš kabini, tudi te najbolj majhni, jo daš noter in lahko izvajaš kopeli. Kdor ima krčne žile, pač ne da noge ven. Zelo, tako, ko izvajanje preslične kopeli sedeče je dobro za otročičke, je dobro za nosečnice, to ni noben problem, oziroma nosečnici celo pomaga, da odvaja telo toksine, da se ne nabere povišana toksemija polna otročička, zato toliko bolj pogosto pride do kakšnega atopijskega dermatitisa. Tako da to zelo pomaga in seveda ena kvalitetno zelišče, tako kot je preslica, ki je recimo malo bolj pogledano, kje je brana, kdaj je brana in tako naprej. Izvajanje kopeli pa kdaj? Enkrat na teden svetujem, celo zimo, kdor nima časa, pa naj izrabi bonus, in sicer polna luna. Na polno luno je kopel iz njivske preslice 3-krat bolj močna. Velja za 3 torej. Se splača narediti, takrat pride v telesu en tak, luna vpliva na morje, na plimovanje, seveda bo vplivala tudi na naše telo. In dejansko se kvalitativno obrat naredi, telo tisti dan spusti 3-krat več toksinov kot sicer, tako da takrat jo je res vredno narediti. Erika, hvala lepa za te res zanimive informacije. Hvala vam.